Lepo pozdravljeni v novicah tedna, ki jih začenjamo na Muljavi. Tamkajšnji prostovoljni gasilci so uresničili svojo večdesetletno željo. Po več kot 35 letih iskanja novega zemljišča in po dobrih 4 letih gradnje se veselijo novega gasilskega doma. Gre za naložbo, s katero so poskrbeli tudi za naslednje generacije gasilcev. Prostovoljno gasilsko društvo Muljava deluje 95 let. Nič manj let ne šteje dozdajšnji gasilski dom sredi kraja. Ta star gasilski dom je bil brez vode, brez sanitarij, brez telefona, brez ništa. Zemljišče za nov gasilski dom so našli leta 2013. 2 leti pozneje so zabrneli gradbeni stroji, zdaj so dom tudi uradno predali namenu. Nekateri pravijo, da je malo velik za Muljavo, ampak mi smo rekli, da gradimo za prihodnost, ne za sedanjost. Velik je, garaže so široke 13 metrov skupaj, pa 11 metrov dolge. Tukaj je tudi dvorana gor velika. Novi dom stoji blizu glavne ceste skozi Muljavo. To je dosti vredno, predvsem pod zim, recimo, ko so ceste te glavne bolj splužene, kot stranske pa to. Na novo pridobitev so še toliko bolj ponosni, saj so v izgradnjo vložili več kot 12 tisoč ur prostovoljnega dela. Ja, velik kamen se odvalil od srca. Pa zato, ker smo bili v 21. stoletju, pa smo bili brez tople vode in brez sanitarij v ta starem gasilnem domu. In res, bolj sem se trudila, kot za svoje hiše. Dom je stal več kot 350 tisoč evrov. 2/3 sredstev so prispevali muljavski gasilci, ostalo Ivanška občina, tamkajšnja občinska gasilska zveza in različni sponzorji. Zdaj se jim je to omogočilo v lastni iniciativi in tudi s pomočjo prijateljev, donatorjev in vse skupaj, da so prišli do novega modernega doma, ki je res ponos naši občini, je najnovejši, najboljši v tem trenutku in upam, da bo tudi služil svojemu namenu, tako gasilstvu kot vsem krajanom. Tega doma brez muljavskih gasilcev gotovo ne bi bilo. Takrat, ko pa so oni začeli z inicijativo, s konkretnimi deli, pa smo seveda vsi, ki smo lahko prisluhnili, vsak v svojih močeh pomagali. Čeprav gre za gasilce, ki svojim prostovoljnim delom priskočijo na pomoč sočloveku v stiski, so morali za izgradnjo doma prispevati večinoma lastnih, tako sredstev kot dela. Vidim eno svetlo prihodnost tudi v tem, da bi mora biti oziroma da bo politika pravzaprav zmogla, da bi gradnje gasilskih domov in vzdrževanje večje prenove pravzaprav prišle v novo finančno perspektivo in da bo tu seveda na enak način pripomogla tudi potem Evropska skupnost oziroma Evropa. Na Muljavi pa gasilci kljub novi pridobitvi ne bodo počivali. Misli imajo že usmerjene v skorajšnjo 100-letnico društva in posodobitev opreme, ki je bila med gradnjo doma na stranskem tiru. Tovornjak je na primer star že 46 let. Veselo je bilo ta teden tudi v Zagradu v škocjanski občini. Po dobrem letu ureditvenih in gradbenih del so v četrtek slovesno odprli vrata nove pridobitve, pomembne ne samo v Dolenjskem, temveč v širšem slovenskem prostoru, zeliščarskega centra jugovzhodne Slovenije, v katerem želijo v bodoče pod skupno blagovno znamko povezati pridelovalce in predelovalce vse bolj tržno zanimivih zeliščnih rastlin. Da so inovativen projekt mnogi že vzeli za svojega, ob dobro obiskanih minulih delavnicah, je nazorno pokazala tudi množična udeležba ob odprtju. K odprtju zeliščarskega centra in postavitvi zdravih temeljev za načrtovano povezovanje zeliščarjev so poleg občine in izvajalcev bistveno prispevali projektni partnerji. Zagrebško turistično in gasilsko društvo, Društvo Sonček ter novomeško mizarsko podjetje. Ob 15 zeliščnih gredah so tako med drugim poskrbeli tudi za zgledno urejeno vstopno točko, namenjeno predelavi in trženju zelišč, izobraževanju ter delavnicam. To je kar velika investicija. Potem smo uredili tudi 7 hektarjev zemlje v samem Zagrebškem logu. Urejene so bile poti, energijska točka, mostovi, klopce in tudi vrt pred Rangusovo hišo. Ureditev zeliščarskega centra jugovzhodne Slovenije, vredna 200 tisoč evrov, je bila v višini 40 tisočakov sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Glavnino denarja je tako prispevala škocjanska občina. Verjamem, da bodo te sredstva, katerih je občina vložila, dolgoročno tudi upravičevale ta znesek in seveda, da bo to neki dolgotrajni razvoj na področju
tudi tega socialnega podjetništva. Vesel sem, da se je v to zgodbo vključil društvo Sonček. Njihovi uporabniki, ki so zbrane na odprtju navdušili s krajšo igro in jim za nameček v pokušino ponudili zeliščni sok in pecivo, so namreč v zagrebškem Logu z veseljem dejavni že zadnjih nekaj mesecev. Super, da ni mesta, ampak da je narava, ki ti da marsikaj dobrega, če se nas to sprejeti. Tukaj vidimo možnost, da naši pridobijo na samozavesti, na svoji samopodobi in se čutijo zadovoljne, sproščene in da so nekaj vredni. Ker lahko tudi tukaj oni pokažejo sicer na svoj način, ampak pokažejo, da nekaj znajo in da nekaj zmorejo. Zaradi vključevanja ranljivih skupin so nad zeliščarskim centrom jugovzhodne Slovenije navdušeni mnogi, tudi na kmetijskem ministrstvu. Mislim pa, da je današnji dogodek res odličen primer dobre prakse in da se bodo tudi lahko iz drugih predelov Slovenije marsikaj naučili na tem projektu. V zeliščarskem centru s poudarjeno socialno, povezovalno in tržno vlogo so se že odvile prve izobraževalne delavnice za različne starostne skupine. Vtisi pa, kot pravijo, so bili enotni. Navdušeni, veseli in želeli so tudi, da se to ponovi oziroma da se nadaljuje. Možnosti izobraževanja je veliko, od odraslih do otrok. Tudi recimo prostor je idealen za upravljanje kakšnih naravoslovnih dnevov, za osnovne šole, za vrtec, da pride, da se spozna z naravo. Svoja znanja pa bodo v centru z izjemnim turističnim potencialom seveda lahko nadgrajevali tudi sami zeliščarji. V šentjernejski vrtec Čebelica je od 1. septembra vključenih 381 otrok in sicer v novi vrtec ter v enoto Živžav v Orehovici in osnovno šolo. Med letom naj bi odprli še 2 oddelka, torej bodo imeli več kot 400 malčkov. Pogoji za delo vzgojiteljev in bivanje otrok so zdaj takšni, kot morajo biti, je ob uradnem odprtju drugega dela vrtca poudarila ravnateljica Ana Srbčič. Lani junija so se preselili v prvi del novozgrajenega vrtca, medtem ko so vrtec 2 še gradili. Zdaj se otroški vrvež razlega že v obeh. Z naložbo so ogromno pridobili. Dobili smo telovadnico, veliko v prvi fazi, manjšo telovadnico v drugi fazi, v kateri je danes potekala prireditev. Tudi sicer dodatni prostori za didaktična sredstva, za delo s otroci s posebnimi potrebami, pa naša velika zbornica v prvi fazi. A ni šlo brez zapletov ob izgradnji. Naložba vredna 4,6 milijona evrov brez davka, od česar so 1,2 milijona pridobili iz ekosklada, se je tako zaradi pomanjkljivosti kot nadstandarda podražila za 500 tisočakov. V prvem planu ni bila ta zunanji objekt za igrala, niso bili sušilci za vlago, elektroinštalacije, večji priključki, večje inštalacije. Za otroke in njihove starše bo sicer v prihodnje pomemben tudi projekt Šentjernejska učna pot, ki ga je občina junija prijavila na 4. javni poziv Las Dolenjska in Bela krajina in na katerem se obeta finančno podporo. In smo to skupaj združili z učno potjo, igrali in da se tudi ta del, se pravi poti od nekje od centra Šentjerneje, bi lahko tako rekel, pa do šole in vrtca, ta pot uredi kot učna in tudi lažji pristop do šole. Učno, peš in kolesarsko pot bodo uredili na zelenici od šole mimo vrtca, zdravstvene postaje in občina do Čampovega Kozolca in Kaze Krka. Zasadili bodo drevesa in medovite rastline, postavili informativne table z izobraževalno vsebino, otroška igrala in fitness na prostem ter uredili klopi in razsvetljavo. Za vrtec, ki je poleg občine, šole, čebelarskega društva in tamkajšnje trgovine partner v projektu, je učna pot pomembna. Da se pridobijo še dodatne površine, kjer se otroci lahko izobražujejo v določenih temah, naprimer predviden je tudi del, kjer bi čebelarji imeli svoje vsebine, recimo, in potem se tam lahko tudi naši otroci sprehodijo in se kaj naučijo novega o čebelah. Med šolo in vrtcem naj bi uredili še učilnice na prostem za potrebe obeh ustanov. Vsekakor bo okolica s tem bolj urejena in izkoriščena, se strinjata naša sogovornika. Teden je v marsikaterem kraju zaznamoval poziv k uporabi do okolja prijaznejših oblik mobilnosti. Dan brez avtomobila v Novem mestu, vrhunec Evropskega tedna mobilnosti, vsako leto obišče množica predšolskih otrok in učencev, ki se preizkusijo na številnih animacijskih napravah, poligonih in drugih zanimivostih, ki spodbujajo trajnostno mobilnost ter prispevajo k ozaveščanju na tem področju.
Tudi tokrat je v petek glavni trg preplavil otroški vrvež. Čeprav je letošnji dan brez avtomobila po vsebini primerljiv s prejšnjimi, pa je vendarle nekoliko drugačen. Prvič poteka na prenovljenem glavnem trgu, tudi sicer zaprtim za promet. Danes so ga zavzeli razigrani in gibanja željni otroci. Na občini so v sodelovanju z društvi in organizacijami tudi letos pripravili pester spored. Namen je, da ljudem pokažemo, da je zdrava, trajna mobilnost pomembna, da puščamo svoje osebne avtomobile doma, se raje sprehodimo peš do trgovine, službe, uporabimo kolo, mogoče tudi mestni avtobus. Vzgojo v trajnostnem duhu je treba začeti pri najmlajših, zato so k ogledu povabili otroke iz več kot 10 šol in 5 vrtcev. Med drugim so si ogledali policijska, gasilska in reševalna vozila, obnovili postopke oživljanja ter preizkusili zaletavčka in kolesa. Probali smo pač kako izgleda, ko so ti tekmovalci, ki tekmujejo po Sloveniji pa to. A je zanimivo? Ja, kar. Povej, kaj si zdaj poskusil? Vožnjo čez ovire. In kako je šlo? Smo pripravljeni? Ja, je malo težko, ampak je super. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so priskrbeli poligon za preizkus gimnastičnih zmožnosti. Radi se odzovemo, ker se vedno tu dogaja živ žal. To je tisto pravo spodbujanje telesne dejavnosti z eno vsebino, ko otroci uživajo. Prav zato smo pripravili poligon, ki spodbuja njihove veščine. Žoltasti troti so mlade prvič na tem dnevu vabili na košarkarski spretnostni poligon. Da bi se otroci lahko sprobali tudi v tej veščini. Kaj vse jim kažete? V bistvu imajo tukaj poligon košarkaški, damo jim možnost, da se preizkusijo. Kasneje bo to tekmovanje v trotovem poligonu. Možje v modrem, ki so želeli predstaviti svoj poklic, so na prizorišče pripeljali motor in policijskega psa. Odziv otrok je bil lep. So navdušeni nad policisti, najrajši imajo bombone pa štempilke, radi se pa družijo tudi z Leonom pa Piko. Pa na motoru so bili radi. Pa vpraševali, kdaj lahko naredijo izpit. Pa zaenkrat bojo še malo počakali. Najmlajši so se navduševali tudi nad pogumnimi gasilci in njihovo opremo. Da otroci oziroma odrasli vidite, kako je nam gasilcem, kaj imamo na sebi, kaj je vsaka intervencija, tako da treba pokazati tudi, s čim se mi soočamo kot prostovoljci, ne kot samo poklicni gasilci, ki smo mi glavni pomočniki. Na prireditvi so sicer izvedli tudi tekmovanja v gasilskih veščinah, poznavanju prve pomoči in menjavi zračnic. 5 posavskih občin pa je združilo moči v oblikovanju projekta Zelena doživetja Posavja, v katerem so si zadali cilj polepšati zanemarjene javne površine v občinskih središčih z možnostjo takšne oživitve, ki bi pripomogle k turistični ponudbi. Bistrica ob Sotli, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica in Radeče so imele skupaj na razpolago dobrih 200 tisoč evrov, od tega je bilo 150 tisoč evrov evropskih sredstev. Nosilka projekta je bila krška občina z največjim deležem dodeljenega denarja, to je 86 tisoč evrov. Uredili so 5 parkov in osmislili raziskovalno igrico o znamenitostih mesta. Poleg tega smo v sklopu projekta seveda tudi usposabljali turistične vodnike, pa izvedli ogromno nekih igrificiranih delavnic. Sevničani so se posvetili urejanju gozdnatega dela grajskega hriba. Prva pridobitev je didaktično igralo, v katerem je prikazanih 32 različnih vrst dreves. To je v bistvu poučno, učno, didaktično igralo in zaradi res te svojstvenosti smo že pridobili prve oglede na tej tematski poti. Naslednji mesec bodo postavili še eno didaktično igralo, da bo gozdna pot še zanimivejša, je povedala Prnovškova. V Kostanjevici na Krki so se posvetili zelenim površinam od Krakovskega gozda do otoka, kot domačini pravijo prireditvenem prostoru pri šoli. Tam so kot igralo postavili skulpturo z letošnje Forma Vive. Torej, Forma Viva je pravzaprav bila neka rdeča nit kompletnega tega projekta. Označili smo tudi skulpture, to že v prvi fazi, neko pojasnevalno tablo smo naredili za Forma Vivo,
ozelenili nekaj prostora v Kostanjevici na Krki in pa izvedli kar precejšnje število otroških delavnic. V Radečah so na tržnici naredili zeliščni vrt, v Bistrici ob Sotli pa senzorično igrišče. Vse te pridobitve so vključene v lokalno turistično ponudbo. V nadaljevanju tedenskega pregleda se bomo odpravili med vinograde, obeležili 2 jubileja ter k temu dodali še nekaj glasbe in športa. Ostanite z nami. Ta konec tedna je ob sončnem vremenu po zaslugi trgatve živahno v marsikateri vinski gorici. V vinski kleti Metliške kmetijske zadruge pa so v torek začeli z odkupom zgodnjih rdečih sort grozdja, med katere sodi tudi Portugalka. Najzgodnejša sorta, primerna za prvo mlado vino, ki bo kmalu na trgu. Letos sicer nekoliko pozneje kot minula leta. Trgatev se je namreč začela 14 dni pozneje. Letošnje leto je bilo zelo značilno na način, da je bilo kasnejše cvetenje. Vinska trta je kasneje cvetela, zato je prišlo tudi do tega zamika, da jo trgamo zdaj sredi septembra, saj smo jo pretekla leta trgali v začetku septembra, celo v letu 2016, konec avgusta. Je pa letina zelo dobra, grozdje sladko, lepo dozorelo, v kar smo se danes prepričali tudi mi, ko smo se pridružili trgačem v zadružnem vinogradu v Vidošičih. Za letošnjo Portugalko je značilno, da ima zmerne kisline, pa tudi sladkorji so v zadnjih 14 dnevih dosegli zavidljivo stopnjo. V Metliški vinski kleti pa se že pripravljajo tudi na odkup zgodnjih belih sort grozdja in na glavno trgatev. Bi nekako apelirala na tem mestu, da počakamo s trgatvijo, kajti bliža se sicer en hladni val, ampak dolgoročna napoved kaže zelo lepe temperature podnevi, ki se bodo postopoma zviševale, medtem ko nočne in pa jutranje bodo nizke, kar je pa zelo ugodno za kisline, ki pri teh temperaturah tudi padajo in bo nekako prijetno razmerje med kislinami in pa sladkorjem, kar seveda pričakujemo potem tudi dobro kakovost vina. Je pa res, pravi Badovinčeva, da mora vsak vinogradnik spremljati, kakšno je zdravstveno stanje grozdja v njegovem vinogradu in kako je dozorelo, ter se na osnovi tega odločiti za trgatev, ter skrbno načrtovati delo v kleti, kjer se drobne napake hitro seštevajo. Zato svetujem uporaba selekcioniranih kvasovk, natančna hitra predelava, nežno stiskanje, seveda tudi že sodobnejši prijemi, kot so uporaba suhega ledu pri belih sortah ali pa bodisi inertnih plinov, da zaščitimo naš mošt in pa drozgo. Seveda to so, bi rekli, neki faktori, ki lahko veliko prinesejo kakovosti. Visoke kakovosti pa letos ne pričakujejo vinogradniki v delu Metliške občine, ki jim je 2. septembra pridelek dodobra ponekod 80 do 100% poškodovala toča. Zato so grozdje že potrgali. Seveda ustrezno tudi zaščitili z uporabo žvepla, hitra predelava, natančna predelava, dobra razslozitev in seveda dober kvasni nastavek, ki je bil ob tem nujno potreben, so nekaj še od tega tudi pridobili. Tisti, ki so imeli manj poškodovano grozdje, pa so ga pustili v vinogradu, vendar morajo biti zelo pazljivi pri trgatvi, pri odbiranju poškodovanega in gnilega grozdja, poudarja Badovinčeva. Sicer pa v Beli krajini ocenjujejo, da letošnji letnik ne bo slab. Parametri zaenkrat kažejo, da to ne bo letnik presežkov, ampak upam si trditi, da bo kakovosten letnik. Iz narave in zunanjega okolja pa med knjižne police. Knjižnica Sevnica obeležuje svojih 60 let tako, da bo 60 dni vpis za nove člane brezplačen, z enoletno podarjeno članarino pa bo nagradila tudi najbolj zveste obiskovalce. Skoraj 86.000 knjig, dobrih 3.000 članov, 110.000 enot izposojenega gradiva in 56.000 obiskovalcev na dogodkih v knjižnici na letni ravni. To je le nekaj številk, a kar zares šteje, sta bogatitev duha in druženje. Eden od projektov, ki neguje ti vrednoti, je Posavci beremo skupaj, ki ni edini projekt knjižnic v regiji.
pogovarjamo oziroma delamo zdaj že konkretno na projektu Bibliobus, to je potujoča knjižnica prvič v Posavju, drugje v Sloveniji ima že kar dolgoletno tradicijo in jeseni 2020 bo Bibliobus zapeljal po posavskih cestah od hrvaške meje do Radeč. Tisto, kar daje vsaki knjižnici značaj, je njen domoznanski oddelek in sevniški je bogat. Sprejemajo tudi donacije. Tako imamo eno posebnost, da smo dobili v dar zbirko kar veliko fotoaparatov od našega kronista Ljubo Motoreta, ki je pač beležil že od nekdaj 40 let vse dogodke in tudi 30 000 negativov iz preddigitalne dobe so pri nas, nam jih je podaril. Sevniška knjižnica je dovolj bogato opremljena tudi za pripravo kakšnih projektov ali določena raziskovanja. Moram reči, da sem se v zadnjem času navadila, da knjižnico in čitalnico uporabljam tudi kot delovni prostor, kljub temu, da sem upokojena, kadar moram narediti kakšno večjo stvar, pridem v knjižnico in tu lahko zbrano delam celo bolj kot doma. Knjižnica je pojmovana kot vrednota, zato bo ne glede na spremenjene navade, ki jih omogoča digitalna doba, živela naprej z novimi rodovi. Veliko je tudi na nas, kako bomo to na njih prenašali. In mislim, da če bomo mi dobro, to bojo tudi oni se zgledovali po nas. V začetku oktobra bo rojstnodnevna zabava knjižnice s koncertom Ditke in pogovor z literatom Ferjem Lainščkom. 20 let manj kot sevniška knjižnica praznuje Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki so s torkovo slovesnostjo proslavili 40-letnico delovanja. Le sekunda je dovolj, da se človeku zavedno spremeni življenje, pa naj bo zaradi skoka v vodo, prometne nesreče, padca, bolezni ali česa drugega. In tu eno ključnih vlog, kako sprejeti invalidnost, odigra društvo s svojimi člani. Da se nismo mi tako zavzemali za to, marsikdo bi bil ostal doma, nikoli mogoče ne bi šel iz svojega stanovanja in to je nekaj, kar ne more ti nihče povedati, kaj je to. Naš cilj pa je bil tudi sodelovanje s svojcem, da nekako izobrazimo svojce, jih seznanimo, mi starejši z izkušnjami, kaj to pomeni, ne? Da se pač življenje takrat ne konča. V 40 letih so v društvu, ki šteje danes okoli 110 članov, širili svoje programe in dejavnosti. Zagotovo je bil en prelomni trenutek, ko smo prišli do svojih lastnih prostorov, postali smo bolj samostojni, korajžni, upali smo se več članov in članice prihajalo, da smo jih seznanjali z možnostmi, ki jih naše društvo nudi. Društvo je vključeno v Zvezo paraplegikov Slovenije, ki letos praznuje pol stoletja, njena vloga pa je danes nekoliko drugačna. Danes je vseeno malo lažje, kar se tiče arhitekturnih ovir. Zagotovo je treba še kaj urediti. Še vedno, po poškodbi se posameznik in cela družina, konec koncev socialno okolje, srečuje z velikimi vprašanji, z velikimi težavami. Društvo je ob tej priložnosti prejelo priznanje mestne občine Novo mesto, dogodek pa je potekal pod častnim pokroviteljstvom župana Gregorja Macedonija, ki je izpostavil, da mora družba od besed preiti k dejanjem. Če govorimo, da smo gospodarsko izjemno uspešna regija, da znamo imeti tudi delovna mesta za gibalno ovirane osebe, da znamo ob pomembnih projektih za mesto, kot je glavni trg, le-te izvesti tako, da so dostopni tudi za invalide na vozičkih. Ob načrtovanju in opremljanju športnih objektov pa je treba upoštevati, da jih bodo uporabljali tudi športniki invalidi, je še dodal. Ob tej priložnosti so v društvu podelili tudi številna priznanja. Med prejemniki je bila tudi naša televizija. Dolgoletna želja je ugledala luč sveta. Na prvi vaji so se namreč zbrali člani straške veteranske godbe, ki šteje skoraj 30 članov. Gre za nekdanje člane godbe, nekateri med njimi pa so po več desetletjih spet vzeli v roke svoj ljubi inštrument. Prvo vajo so imeli v društvenih prostorih v Rumani vasi, na kateri so godbeniki dokazali, da še zdaleč niso za staro šaro. Ja, ta ideja je že, moram reči, kar stara, no. Tudi tile naši veterani so skozi nekako gojili eno željo, da bi spet kdaj. No in prva taka priložnost je bila 2 let nazaj, ob 60-letnici Pihalnega orkestra Krka. In potem smo rekli, zakaj pa
naj bi se zbrali pa obudili spomine oziroma še malo ohranili naše znanje, igranja koračnic in pa druženja, ki nas je družilo tam 25 let pa nazaj, nas je kar nekaj časa glasba družila tukaj v Straži. Straško godbo je pozneje nasledil vrhunski pihalni orkester Krka, njeni začetki pa segajo v leto 1957. To so bili začetki, ne vem, niso znali brati not in so po posluhu igrali in so se potem izobraževali in tako skozi do zdaj, no, ko ste rekel, pihalni orkester Krka se je razvil iz tega in je en vodilnih evropskih amaterskih orkestrov. Straža je vedno dihala z godbeniki, saj so v preteklosti popestrili marsikatero prireditev v občini in širše. Tisti, ki smo pa nekoč igrali tukaj, pa nas bolj druži neko veselje do glasbe, ne moramo več profesionalno oziroma nastopati na takem nivoju kot orkester Krka. Imamo pa veselje, da bi ljudem pričarali nasmeh in pa jih privabili na kakšen koncert. Straška veteranska godba, ki jo sestavljata tudi dve dekleti, se bo tedensko sestajala na vajah, vodi pa jih Uroš Švegelj. Vsemu dogajanju dodajamo še športni utrinek. V brežiški občini je šport dobro razvit, o pomembnih dosežkih pa se tamkajšnji župan športnikom, ki na ta način širijo prepoznavnost občine, posebej zahvali. Te pozornosti sta bila deležna tudi brata Oštrbenki iz Kajak Kanu kluba Čatež, za katerima je izjemna sezona v slalomu in spustu po divjih vodah. Vid Oštrbenk je svetovni prvak v spustu na divjih vodah in tretji v slalomu. Cilji za naslednje leto so, da prijem v reprezentanco mlajših članov v slalomu ter pa v šprintu na divjih vodah. Najboljši uspeh mi je skupno drugo mesto na svetovnem, potem pa še 3 bronaste medalje in zmaga evropskega pokala. Trenirajo oče in ker je vse v družini že dobrih 12 let podrejeno temu športu, je zelo ponosen na skupne dosežke. Dobri rezultati privabijo tudi nove mlade člane v klub, ki ima progo za trening na Krki na Griču. Ta proga, ki jo zdaj trenutno imamo, je dovolj tam nekje do 14 let. Vse ostalo moramo dodajati z ali tacnom ali v Solkanu, kar pa seveda pomeni izjemno veliko časa, izjemno veliko denarja. Res moramo toliko več recimo doma narediti, da lahko dosežemo take rezultate, ne. Se nam vsi čudijo, kako je to dejansko sploh možno. Oštrbenk si želi, da bi se čim prej uresničili načrti o Centru vodnih športov na akumulaciji brežiške elektrarne s Kajak Kanu progo po svetovnih merilih, kot je bilo obljubljeno ob umeščanju elektrarne v prostor. V prihodnjem letu bo občina pridobila smernice za projektiranje centra. Seveda kasneje bo vse odvisno tega, ali bo možno dobiti za ta center tudi kakšna sofinancerska sredstva strani države ali pa evropske sredstva, kajti dejansko to bo to kar precejšen zalogaj. Sem pa prepričan, da to bi bila ena res izjemna priložnost tako za razvoj športa kot razvoj turizma. Najhitreje bi tak center zgradili, če bi ga država ocenila kot projekt vzhodne kohezijske regije, je dodal Molan. Upamo, da ne bo, tako kot pravi pregovor, vse skupaj splavalo po vodi. To so bile novice tedna, vabljeni k ogledu spet čez teden dni.